Spominske slovesnosti ob obeležitvi 1000 dni od 7. oktobra so potekale po vsej Izraelu. Poleg poklonov so potekali tudi protesti, tudi pred izraelskim knesetom v Jeruzalemu. Minevanje časa ni zmanjšalo jeze, ki jo mnogi Izraelci čutijo do ravnanja svoje vlade ob napadu Hamasa in njegovih posledicah. Vsi čutijo, da vsak dan, ki mine, 7. oktober ostaja. Nič nas ne pomiri. Vsak dan postaja še bolj grozen. Tako kot pri vseh izjavah ministrov, izjavah predsednika vlade ali izjavi Smotriča, da so se po njegovi zaslugi ugrabljeni ljudje vrnili. In resnica je, da so se po njegovi zaslugi ugrabljeni ljudje vrnili v krsti. In podla izjava predsednika vlade, da je od 7. oktobra malo shujšal. Morda se primerja z Eviatarjem Davidom ali z Elijem Šarabijem ali z mojo hčerko in vnuki, ki so se vrnili kot vžigalice. Morda se je hotel z njimi poistovetiti, but it's simply disgusting. I24 News English se je srečal z Izraelci v Južnem Izraelu, ki protestirajo na kraju, ki je bil 7. oktobra prizorišče bitke. Številni prebivalci območja okoli Gaze so še vedno prestrašeni, ob tem, da Hamas še vedno nadzoruje ozemlje v Gazi. Zelo me skrbi za prihodnost, zato sem nocoj tukaj. Čeprav se je Tamir že vrnil k nam za pokop, potem ko je izgubil življenje, sem tukaj, ker me vznemirja dejstvo, da izraelska vlada noče raziskati vseh razlogov za ta strašen neuspeh, ki se je zgodil zjutraj 7. oktobra. In ne samo to, kar se je zgodilo tistega zgodnega jutra, ampak tudi to, kar se je dogajalo leta prej, ko je Hamas lahko tako zrasel. Kaj se je zgodilo, da prebivalcev 7. oktobra ni bilo mogoče zaščititi? Zakaj je trajalo 746 dni, da so Tamirja pripeljali nazaj, kar je več kot 2 leti? Zakaj vojna do danes še ni končana? Zakaj so govorili o popolni zmagi, Hamas pa je še vedno na oblasti? In z bližajočimi se volitvami je veliko skrbi glede prihodnje usmeritve države. Te volitve so zelo ključne. Menimo, da če se ta vlada ne bo spremenila, nas je zelo strah za prihodnost te države. Želimo to spremeniti, ker vidimo, kaj se dogaja pod to vlado, ki je zelo desničarska, zelo verska, in želimo vlado, ki spoštuje tudi Izraelce, spoštuje vse okoli nas. Tudi ljudi, ki živijo v Libanonu, Egiptu, Jordaniji, Palestini. Protestniki so pozvali k državni preiskavi o neuspehih 7. oktobra. Zahteva, ki se je vlada doslej upirala. Zdaj se nam pridružuje Hila Abir. Je sestra Lotana Abirja, ki je bil umorjen na festivalu Nova. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili in z nami delili ta pomemben datum. Kako ste se odločili obeležiti ta dan? Kaj vam je danes najpomembnejše? Cel dan smo tukaj na trgu talcev. In danes smo začeli z razstavo 1000 predmetov. In vzeli smo predmete vseh tistih, ki so padli ali pa so se vrnili iz ujetništva. In to je zelo ganljiva in čustvena razstava. In nocoj imamo demonstracijo ob 8. Kaj še lahko rečemo? Mislim, 1000 dni brez njih, brez mojega čudovitega brata. In ne morem verjeti, da se še vedno borim. Da bi izvedela, kaj se mu je zgodilo, da bi razumela, kako lahko to preprečimo, nekaj tako presenetljivega. Ogromno. Dogodki se ne bodo več ponovili. In žal nam naša vlada ne pomaga. Država se je resnično temeljito spremenila. Kako ste se vi spremenili? Kako vas je teh zadnjih 1000 dni spremenilo? Za razliko od Netanjahuja sem pridobila 10 kilogramov. Moje celo življenje se je spremenilo. Veste, ne delam več v svoji prejšnji službi. Vse, kar počnem že skoraj 3 leta, je, da se borim za resnico,
borim za pravico in borim za žalujoče družine. In vse se je spremenilo. In kaj danes najbolj občutiš? Je to jeza do vlade, je to žalost ali pa motivacija, da še naprej boriš? Mislim, da vse to. Želim si, da bi lahko bila doma s svojo družino in se samo spominjala Lotana. In žalovala, ampak žal tega ne morem imeti. Če želim ostati blizu Lotana in živeti v tej državi, se moram za to boriti, veš. In to je slabo. Ampak to je trenutno realnost. Zato o tem ne razmišljam, ker drugače ne vem. Kaj bi si želela, da se zgodi? Praviš, da imaš občutek, da se moraš še naprej boriti. Zakaj točno se pravzaprav boriš? Za pravico, za to, da bi izvedela, kaj se je zgodilo mojemu bratu, ker ne vem, kaj se mu je zgodilo, niti kako se je poškodoval. In a je bil ustreljen, ali je bila to granata, ne vem. Med mano in Lotanom je bilo 15 let razlike. In jaz samo hočem poskrbeti, da bomo živeli v Izraelu in da bomo spet varni in da bi lahko znova zaupali naši vladi in voditeljem. In da bi imeli lepo prihodnost v tej čudoviti državi s temi čudovitimi ljudmi, ki tukaj živijo. In potrebujemo nekaj miru na Bližnjem vzhodu. In ne vidim, kako bi nas ljudje, ki zdaj vodijo to območje, lahko pripeljali tja. Zato jih moramo zamenjati. Prav, Hila. Je vse odvisno od ljudi. Ja, vse je odvisno od ljudi. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili in upam, da boste našli ta mir, ki ga tako obupano iščete. Najlepša hvala.